prvič bi vprašal predsednika vlade, kaj mi dovoli, da lahko naredim. Ne? Ampak če bi imel pooblastila, da lahko nekaj naredim, bi jutri ukinil vso testiranje za COVID-19. Na osnovi osnovnega medicinskega znanja, ki smo ga do bolezni COVID-19 imeli, da se testira samo bolane ljudi. Vse zdrave ljudi bi takoj prenehali ukinjati, za kakršenkoli testi. To je prvo, kar bi naredil. In to od jutra. Druga stvar je, seveda, tukaj bi še poudaril, da zelo veliko je zavajanje glede tako zvanih asimptomatskih prenašalcev. Ogromna študija, narejena na 10 milijonih prebivalcev Wuhana, je pokazala, da praktično ljudje, ki ne kažejo znake bolezni, niti ne prenašajo virus na druge, se pravi niso kužni, ne, in ne pomenijo, da so bolani. Ne. Tako da to testiranje praktično zdravih ljudi je skregano z medicinsko znanostjo in tudi izkušnjami desetletij nazaj, kaj smo počenjali z virusnimi obolenji. To bi prvo ukinil, vso testiranje. Razen mora biti, če koga zanima, če nekdo ima pljučnico, da preveri, ali je to zaradi koronavirusa, ali je to zaradi nekega drugega virusa, ali zaradi bakterije. Ampak to pomeni, najprej mora biti človek, ki je bolan, ne, ki ima znake bolezni, šele pol ga testira. Najprej ga pa pogledam. Drugo je, seveda, zdaj, kar slišim tudi pogosto od ljudi, ki so se cepili, da se ne bi cepili, če bi bili dobro informirani. Ne, tukaj bi opozoril na to, da pravno veljavni informirani prestanek, ne, pomeni, da vsak zdravnik, ki cepi, je dolžan povedati osebo, ki jo bo cepil, za temle, se pravi, kalikšen je rizik bolezni, ne, da bo zbolel ali umrl, in povedati, kolikšen je rizik, da se mu kaj hudega zgodi, tudi za številom umrlih oseb. Kajti vsak, ki se cepi, potencialno lahko umre ali hudo zboli. Pošteno bi bilo pred cepljenjem ljudem, ki se odločijo za cepljenje, povedati, da so to eksperimentalna cepiva, da traja raziskava, v kateri sodelujejo do leta 23 oziroma 24 in da do takrat imajo ta cepiva le pogojno dovoljenje, da bo šele takrat Evropska agencija, medicinska agencija, ta zdravila ali odobrila za redno uporabo ali jih pa celo preklicala. In da sodelujejo praktično v preizkusu na ljudeh. In tretje, trebalo bi povedati, da proizvajalec cepiv ne odgovarja za smrt, ne odgovarja za zdravstvene posledice, ki jo povzroči cepivo. Ne vem, kako je tu za odgovornost države, ampak bojim se, da na koncu bojo ljudje, ki bojo imeli neke posledice tega cepljenja, prepuščeni sami sebi. Tako da absolutno zastopam stališče, da cepljenje z eksperimentalnim cepivom nikakor ne more biti zakonsko določeno. Da če pravilno informiramo, tako kot sem naštel, vsakega kandidata, da se cepi, in če osebno presodi, da ga bo to zaščitilo oziroma da ga cepivo bo bolj ščitilo, kot ga virus ogroža, da se cepi, potem, ko je pravilno informiran. In tukaj je tudi ena, mislim, da resolucija Sveta Evrope, ne, ki je eksplicitno prepovedala praktično kakršnokoli pogojevano ali prisilno cepljenje. To je resolucija Sveta Evrope 2361 iz dne 27. januarja 2021. Po drugi strani, pa če slučajno pride do obveznega cepljenja, poudarjam, da tukaj zdravnik, ki cepi, ne, in vsi, ki sodelujejo,
riskirajo, da bojo kdaj se zagovarjali pred sodiščem zaradi posega v človeško telo z namenom raziskovanja, kar je eksplicitno prepovedal Nürnberški zakonik, ker še vedno gre za poizkus na človeku. In v bistvu zoper prisilno ali pogojevano cepljenje se krši Ženevska konvencija, se krši Helsinška deklaracija, se krši slovenska ustava, se krši zakon o pacientovih pravicah in ne nazadnje tudi Hipokratova prisega. Tako da jaz upam, da ne bo zakonodajalec šel v to, da uzakoni obvezno cepljenje. Najmanj z eksperimentalnim cepivom zoper gripi podobno nevarno bolezen.